Hvala, Maruša, tukaj z enovodak.si in tole je prvi video v seriji videov, v katerih bom predstavila različne tipe video lekcij, ki jih lahko uporabimo v naših spletnih tečajih. In zdaj v čisto prvem videu si pogledamo tisto, kar je najbolj tipičen način prezentiranja oziroma najbolj tipična video lekcija v spletnih tečajih in to so po domače rečeno slajdi, to se pravi prosojnice oziroma slajdi, to se pravi neke statične slike, ki jih lahko izdelamo v Canvi ali pa kjerkoli, lahko tudi v PowerPointu, pač skratka nekje, kjer je v bistvu temeljimo torej delo na prezentaciji. Zdaj tukaj lahko vidimo en primer take video lekcije, kjer je narejen samo v bistvu zdaj pač tukaj imam en slajd, ne, in mene v resnici gor na ekranu ni. To se pravi, v bistvu vse skupaj temelji torej na našem govoru, ki je podprt pač z vizualno sliko. Zdaj jaz v tej seriji ne bom šla v detajle, kaj so tiste, jaz jim rečem, drobne malenkosti, ki naredijo dobro učno izkušnjo, tako da tukaj se ne bomo ukvarjali s tem, ampak predvsem samo s tem, da vidimo, kakšne načine imamo. In tukaj v bistvu eden od načinov je torej to, da imamo v bistvu samo sliko, nas pa ni na ekranu. Zdaj tukaj je velika prednost seveda to, da se nam ni treba rihtati pa lišpati pa tako naprej, ne, skratka, v bistvu posnamemo lahko, bom rekla, kar eno veliko količino takega materiala, je pa seveda pač ima, to se pravi prosojnice oziroma slajdi po domače rečeno, imajo neko svojo pozicijo v spletnem izobraževanju, ni pa za pretiravati z njimi, ne, to se pravi, to ni edini format in si bomo v nadaljevanju v naslednjih videih tudi pogledali še druge načine. Tukaj pa predvsem mogoče še enih par prednosti, kaj so prednosti, če snemamo s, bom rekla, pravim ali pa optimalnim orodjem za spletne tečaje. Tukaj mogoče preden naredim prednosti, slabosti, mogoče še en slajd oziroma še ena slika, ki pa je kombinirana z mojo govorečo glavo, to se pravi z mojo sliko, z mojim videom. To je tudi super, bom rekla, to je tudi zelo, bom rekla, dosti popularen format, zdaj sicer pred leti so raziskave pokazale, da v resnici ta slikica govoreča, ki je tukajle zraven, da dostikrat nima dodatnega izobraževalnega učinka, ampak vse bolj pri strankah ugotavljam, da ko mi same rečejo v bistvu, kaj mi je všeč, ko spremljajo razne videe, povejo, da pravzaprav glih ta kombinacija, tako da mogoče pač trendi, ne, se spreminjajo z našim, bom rekla, tudi z našimi navadami, to se pravi, ne vem, 15 let nazaj, ko so bile narejene raziskave, video še ni bil tako popularen format, zdaj pa je. Kar pa je tista ključna razlika, je pa to, da v bistvu, oziroma tisto, kar jaz velikokrat poudarjam, je pa to, da ta sličica, ki jo mi vidimo tukaj, kjer vi vidite mene zdajle, mora biti kvalitetna, ker če mi to gledamo, sploh morate vedeti, da sploh če to udeleženci gledajo v spletnem tečaju na telefonu, marsikdo, sploh če so take vsebine, zaradi katerih ne rabijo sedeti za računalnikom, gledajo to na telefonu in je potem še dosti manjše. Tako da tukaj je en zelo pomemben faktor, da ta sličica je res dosti velika, kvalitetna in pač, da se nas vidi praktično iz oči v oči. Zdaj večina vas najbrž pozna že ta način snemanja in je pravzaprav eden najbolj lahkih načinov snemanja, pa najmanj grozljivih, ne, nekateri se pač bojijo snemanja, kjer je samo govoreča glava. Predvsem, bom rekla, najbrž imate izkušnjo iz Zooma, bi pa tukaj mogoče poudarila, kaj je v bistvu tisto pravo orodje, primerno orodje, s katerim gradimo spletne tečaje, kaj nam olajša. Namreč velikokrat se ljudje izogibajo, oziroma podjetniki, ki prihajajo do mene, rečejo, to so ful tehnične zadeve, pa ful je težko, pa ful je ne vem kaj vse, ne. Ampak jaz pravim, vse te zadeve so lahko zelo tehnostavne, torej tehnično enostavne, če imamo primerno orodje. To se pravi, orodje za spletne tečaje, ki nam na eni strani omogoča, da celo v tem orodju gradimo vsebino. Torej, če greste vi recimo snemati se na Zoom, tam nimate zapiskov, nimate strukture napisane, ne. Orodje, ki ga pa sama uporabljam, je pa v bistvu ima zadeve spisane, oziroma si lahko spišemo vnaprej, pripravimo module, pripravimo lekcije, pripravimo, kaj bo točno v lekcijah, kje kaj za posnet, kje kaj celo za povedati. Tako da, evo, konkretno zdajle, ko tole snemam, imam tukaj tudi spodaj zapisane v bistvu zapiske, zdaj pač čisto ključne besede, ne, ni treba, da to zdaj imamo dobesedno zapisane stavke, v bistvu je celo moteče, če jih imamo, ker se potem preveč na njih oziramo.
Kaj pa torej v bistvu to orodje še zmore, ne? Zdaj, prva stvar, ki je to, da jaz lahko snemam po kosih. Torej, jaz ne rabim se zdajle usesti, če si predstavljate, bom primerjavo delala z Zoomom, ker po moja večina najbolj pozna snemanje preko Zooma. Če jaz snemam preko Zooma, pa hočem posneti eno video lekcijo, pomeni, da se moram usesti in v enem kosu posneti celotno, to se pravi, šerati ekran, govoriti in vse skupaj posneti, kar pomeni, če se vmes zmotam ali pa karkoli, bo torej toliko več editiranja oziroma popravljanja, ne? Zdaj to ali naredimo sami ali nam to dela nekdo drug, kar pomeni pač nek strošek ali časovni ali finančni. Druga stvar, če smo vmes prekinili zaradi takega ali drugačnega razloga, ne, moramo potem posnetke združevati. To se pravi, spet imamo urejanje, pa spet imamo dodatno delo ali pa dodaten strošek. Druga stvar, ki je torej tukaj v temle orodju, pa mi lahko snemamo stvari lepo po korakih, kar pomeni, jaz sem tole si pripravljala lahko par dni tole strukturo tele video lekcije, ne, recimo, da je to video lekcija, tale celoten posnetek, ki ga gledaš, in sem si lahko pripravljala par dni, kje bom kaj povedala, kje bom kaj prezentirala in potem v bistvu zložim zadeve skupaj. In lahko grem posnet en dan ali pa dva, samo, ne vem, 2 slajda, potem mogoče naslednja 2 slajda in tako naprej, ne, zdaj pač karikiram, govorimo pač, ko da govorimo o spletnih tečajih, imamo seveda veliko količino materiala za posneti, nam včasih pač pride prav, da lahko to snemamo po nekih takih kosih. Druga, tretja, ne vem, katera stvar že po vrsti, no, skratka, je pa tudi to, da mi lahko zelo enostavno zamenjamo sličico. Recimo v Zoomu, ko vi posnamete, se to zapakira skupaj. Kar pomeni, če ste vi kasneje ugotovili, da želite, ne vem, nek slajd spremeniti, ne vem, da ste naštudirali zadevo, kako se boljš da vizualizirati, ali pa v končni fazi ste naredili rebranding, pa bi radi imeli zdaj pač slajde drugačne, ali pa ste dali slajde outsourcati, da vam jih je nekdo naredil, da so res pač, bom rekla, bolj profesionalni, pa jih želite zamenjati, je to treba spet editirati, spet polno enega časa in tako naprej. V tem orodju, v katerem pa sama delam, se pa v bistvu sličica samo zamenja, tako kot da bi priponko v mailu pobrisal, pa dodal novo priponko. Simple as that, pač bolj easy ne gre skoraj, ne. Tretja stvar ali četrta že, no, tudi to, da lahko preposnamemo govor. In celo v bistvu mi preposnamemo, zdaj, če se nismo snemali z govorečo glavo, jasno preposnamemo samo govor. Če smo se snemali z govorečo glavo, bomo morali iti v tem programu seveda tudi mi nazaj z govorečo glavo. Ne more naša govoreča glava govoriti eno, mi v ozadju pa nekaj drugega. Tukaj mislim, da je logika, ne. Ampak kar lahko naredimo, je to, da samo tisti delček, kjer smo recimo, ne vem, nekaj želeli, kjer želimo nekaj popraviti, lahko sami to naredimo. Skratka, to program je res toliko enostaven, ta računalniška aplikacija je res toliko enostavna, da pravzaprav sami z nekim osnovnim računalniškim znanjem lahko vse te zadeve urejamo, seveda pa vedno lahko damo tudi še konec koncev tudi outsourcati kakšne take, bom rekla, bolj lepotne popravke, recimo, ne vem, da je treba kje še kaj, kakšno lepotno zadevo dodati, no. Skratka, ta prednost, ne, če bi mi hoteli to na Zoomu narediti, pomeni, da moramo iti praktično čisto na novo ali posneti cel posnetek, ali pa v bistvu spet polkno enega editiranja, da izrežemo tisti star posnetek, da posnamemo novega, damo noter in tako naprej. Tukaj pa dejansko dobesedno rečemo, aha, sam tale delček želim preposneti in ga preposnamemo. In pa še celo ena dodatna prednost, da v bistvu lahko tudi lahko te posnetke zamenjamo. Recimo, zdajle ste lahko videli, da sem posnela zadevo, najprej sem bila govoreča glava, potem je bil samo slajd brez moje govoreče glave, potem je bil slajd z mojo govorečo glavo in na koncu spet moja govoreča glava. Zdaj pa jaz pogruntala, da sem v bistvu mogoče ta vrstni red, da bi pa vsem bilo bolj smiselno, da je majčkeno drugače. No problem, ni problema, povlečem katerokoli zadevo, zamenjam z drugo. Zdaj se vem, da v tem momentu so to mogoče majčkeno bolj čirule čarole, pa stvari, ki niso glih jasne. Zato te res povabim v bistvu, da narediš z mano prvi korak, to je praktično izkušnjo sicer doživiš, to se pravi, res implementacijo tega se učimo sicer v spletnem hubu za edopodjetnike, kjer sem ti na voljo v bistvu tudi, bom rekla, za support pri vseh teh bolj naprednih zadevah in pri vseh teh zadevah, ko se mogoče kaj zakvačka. Skratka, tam sem na voljo tudi za individualni support.
Pa bom rekla, to je tudi pač veščina, ki jo je treba kar nekaj časa prakticirati, ne. Tudi konec koncev vsak računalniški program prvič, ko smo ga začeli uporabljati, ni bil tako enostaven, tako da tukaj gre za neko veščino. Tako da v spletnem hubu za e-podjetnike torej sem na voljo za ta support, kjer se učimo, bom rekla, te digitalne veščine in pa seveda še vse ostale stvari, ki pridejo zraven v online edu-biznisu, torej od strategije online programov bom rekla, do kreiranja digitalnih produktov, do uporabe platform, do promocije s pomočjo spletnih orodij in vse te zadeve, do lansiranja preko spleta, mislim pač v obliki spletne prodaje, vse te zadeve, skratka vse, kar rabite v zvezi z online programi na enem mestu, z mojim supportom in pa z, bom rekla, nekim takim vodenim načinom, skratka vas res peljem skozi proces, da točno veste, kaj v katerem koraku za narediti. Prvi korak pa lahko narediš brezplačno in varno, in sicer v spletnem izzivu, v brezplačnem spletnem izzivu, kjer pravzaprav pridemo do tega, začnemo s tem, kako kreirati online programe, da so res izobraževalno učinkoviti in pa da so tudi tehnostavni za nas, torej tehnično enostavni za nas za pripravo. In naredimo dejansko celo prvi korak, pridemo torej do tega, da spoznamo tole orodje, o katerem govorim zdajle. To je orodje sicer Skripal, za brezplačno, za vajo ga lahko uporabljaš tudi brezplačno, tako da ni nobene investicije, pa tudi sicer, če investiraš že v njega, je cena, mislim, da $36 na leto, oziroma če mesečno kupuješ $6 na leto, skratka res je tak minimalen strošek, od tehta pa tole orodje res, bom rekla, zelo veliko tistega dela, to se pravi, in pa odtehta v bistvu tudi to, da ne rabimo, ne vem, vseh stvari outsourcati, da ne rabimo za vsako stvar najemati nekoga, da nam bo uredil zadeve in tako naprej. Predvsem pa to, da nam omogoči, da res naredimo, bom rekla, učinkovite, didaktično izobraževalno učinkovite video lekcije na en tak dosti enostaven način. Tako da na brezplačnem spletnem izzivu Skreiraj spletni tečaj v 5 dneh spoznamo torej tudi to orodje, dejansko gremo v njega že narediti prve korake.